mojega predavanja je rak jeter, je relativno široka tema in v bistvu danes vam bom le na kratko nekaj povedala o tem, v bistvu o najbolj pomembnejših oziroma najpogostejših tumorih v jetri. Kaj, ne vem, poznate verjetno jedra. Jedra so solitarni organ, ki se nahaja v desnem zgornjem kvadrantu. Prosječna teža je tam nekje 1500 gramov. Jedra so pokrita s kapsulo in anatomsko so razdeljena na 8 različnih struktur. Histološko, lahko si pogledate, to je slika normalnih jeter. Normalni jetrni parenhim ima lobularno zgradbo in v bistvu v normalnih jetrih imamo hepatocite, to so hepatociti, poligonalne celice z obilno eozinofilno citoplazmo, s centralnim jedrom. Te celice se večinoma urejajo v eno do dvovrstne gredice in ob tem je tudi v centralnem delu lobusu, v bistvu osnovna struktura jeter je lobul in zaradi tega mi povemo, da je normalna struktura jeter lobularna struktura. V centralnem delu tega lobula je centralna vena in na periferiji je portalno polje, to je eno portalno polje ali portalni trias. In v portalnem polju so prisotne žile, torej arterije, vene in žolčni vodi. In v bistvu to je primer normalnega parenhima jeter. Kako, kolegica je že povedala, kako mi dobimo vzorce, kadar gre za biopsijo sprememb v jetrih, odvisno od lokacije oziroma odvisno od velikosti same spremembe, se kliniki odločajo med idealno biopsijo in tukaj v bistvu imate eno slikico, kjer vidimo en vsebnik, ponavadi po odvzemku vzorca, jetrni parenhim se pošlje v vsebniku v formalinu. To je naš, v bistvu se potem vzorec prestavi v količek, to je, mogoče vidite, mogoče tudi ne, zelo majhen vzorec in včasih mi imamo zelo velike težave, kadar so kliniki zahtevni in v bistvu hočejo diagnozo od nas in iz takšnega malega vzorca je včasih zelo težko postaviti diagnozo. Kadar gre za večje spremembe, potem lahko naredijo incizijsko biopsijo, v bistvu gre za nekoliko večje vzorce, kadar dobimo malo več tkiva in je v bistvu nekoliko lažje postaviti diagnozo iz takšnih večjih vzorcev. In seveda na koncu lahko naredijo resekcijo, kadar se odstrani del tkiva s tumorjem ali pa recimo se naredi eksplantacija, posebej pred transplantacijo, kadar se eksplantirajo jedra. Kot je že kolegica omenila, tumori tako v drugih organih, tako v jetrih imamo benigne in maligne tumorje in če se spomnite, sem vam na začetku pokazala normalno strukturo jetrnega parenhima, torej jetra so grejena iz hepatocitov, tako da imamo tumorje, ki vzniknejo v hepatocitih. In to so hepatocelularni tumori, ki so lahko benigni in maligni. Najpogostejši maligni tumor, o katerem bom danes nekoliko več govorila, je hepatocelularni karcinom in podtipi tega tumorja. Od benignih pa je pomembno istaknuti hepatocelularni adenom ali displastični nodus, ki so v bistvu pomembni glede na diferencialno-diagnostično pomembni glede na hepatocelularni karcinom, ker se v bistvu makroskopsko in morfološko prezentujo kot dobro diferenciran hepatocelularni karcinom. Potem imamo biliarne tumorje. Za biliarne tumorje je pomembno, da v bistvu oni vzniknejo iz biliarnega epitelija, spet imamo benigne in maligne. Benigni tumori so ciste ali recimo kakšni adenomi biliarnih žlez in od malignih najbolj pogostejši seveda kolangiokarcinom. V jedrih se poleg hepatocelularnih in biliarnih tumorjev srečamo tudi z drugimi tumori. V bistvu hemangiom, to je benigni vaskularni tumor, je najpogostejši primarni tumor v jedrih in je v bistvu zelo pogosta incidentalna najdba, poleg recimo drugih sprememb, včasih najdemo tudi čisto naključno hemangiom.
Potem angiosarkom. Zakaj je angiosarkom? Je relativno reden tumor, ampak pomemben zaradi njegove etiologije, bom nekaj tudi o tem povedala. In na koncu še drugi tumori, to so limfomi, ki so relativno redki, sarkomi ali pa neki drugi tumori. Hepatocelularni karcinom je najpogostejši tumor, najpogostejši primarni tumor jeter, prevalenca nekoliko višja pri moških osebah, večina iznikne v cirotičnih jetrih. Lahko je solitaren, lahko pa so prisotni multifokalni nodusi in je v bistvu to potem diagnostično pomembno. Kar se tiče klinične slike, je odvisna od velikosti tumorja in od seveda fizičnega statusa in pridruženih bolezni. Lahko se prezentuje z bolečinami v trebuhu, anoreksijo in splošno slabostjo. Kar se tiče laboratorije, zelo specifičen je zvišan alfa-fetoprotein, ampak včasih tega ni, tako da tudi ta serologija ne igra tako pomembno vlogo pri postavitvi diagnoze. Glede etiologije, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, približno 85% primerov hepatocelularnega karcinoma je povezano z okužbo z virusom hepatitisa B. Kaj je kronični virusni hepatitis B, verjetno si veste, v bistvu gre za kronično bolezen, za kronični hepatitis, ki je prouzrokovan z okužbo z virusom hepatitisa B. Obstajajo tudi drugi virusi, ampak virus hepatitisa B igra zelo pomembno vlogo pri karcinogenezi, posebej pri hepatocelularnem karcinomu. In pri bolnikih, ki so seropozitivni, v bistvu oni imajo skoraj 100% oziroma 98-krat večji rizik za razvoj hepatocelularnega karcinoma kot recimo seronegativni. Kako nastane hepatocelularni karcinom? V bistvu gre za kombinacijo persistentnega vnetja, potem direktnega vpliva virusa na genom, kar se vodi do nekroze in regeneracije hepatocitov in na koncu seveda fibrozo, cirozo in razvoj hepatocelularnega karcinoma. Poleg kroničnega virusnega hepatitisa pomembno vlogo ima tudi alkoholna bolezen jeter. Zakaj? Zato, ker je en od pomembnih dejavnikov za razvoj ciroze. Spomnite, sem povedala, da hepatocelularni karcinom večinoma vznikne v cirotičnih jetrih. Od egzogenih faktorjev pa je pomembno mogoče omeniti še kajenje, potem vse bolj izpostavljen problem prekomerne telesne teže, zakaj? Ker spet lahko privede do razvoja ciroze oziroma do metabolno toksično okvare jeter, jetra so zamaščena, lahko pride do vnetja, do steatohepatitisa, spet nekroze, brazgotinjenja, ciroze in nastanka hepatocelularnega karcinoma. Na koncu še hepatocelularni karcinom se lahko razvije tudi pri nekaterih metabolnih boleznih, posebej recimo pri prekomernem kopičenju železa, kot v primeru hereditarne hemokromatoze. Na začetku sem pokazala sliko normalnih jeter, to je en primer cirotičnih jeter. Pri cirozi v bistvu imamo nodularno preustrojen parenhim, torej namesto normalnih lobularnih struktur imamo regeneratorne pseudorežniče, to so regeneratorni pseudorežniči, ki so različno veliki in razmejeni s pasovi veziva. Ni normalnih struktur, torej ni normalno programih polj, ni te centralne vene, ki je normalno prisotna v normalnih jetrih in samim tem ti regeneratorni pseudonodusi so manj funkcionalni in v bistvu so bolj podložni k daljnemu razvoju hepatocelularnega karcinoma. To v bistvu sem že tudi omenila, da je največji etiološki dejavnik za razvoj ciroze in hepatocelularnega karcinoma kronični virusni hepatitis B. In diagnoza kroničnega virusnega hepatitisa B ni le klinična, ampak tudi mi lahko potrdimo okužbo in sicer z dodatnimi imunohistokemičnimi barvanji. To so barvanja na HBS in na HB-core antigen, ki v bistvu prikažemo prisotnost virusa v jedrih, to so jedra
pozitivna, se rjavo pogovarjajo in v bistvu tu imamo KBS ili surface antigen, kjer imamo pozitivno reakcijo membransko in citoplazmsko. Kar se tiče histologije, hepatocelularni karcinom lahko ima različne vzorce rasti. Najpogostejši so trabekularni, normalno, če spomnite, jedra so grajena iz tih jedrnih gredic, ki so debele 1 do 2 hepatocita maksimalno. Pri makrotrabekularnem vzorcu imamo zadebeljene gredice, ki so debele več kot 3 hepatocitov in to ni normalno. To nam takoj alarm, sigurno je porušeno, sigurno se nekaj dogaja in v prvi vrsti diferencialno diagnostično moramo pomisliti na hepatocelularni karcinom. Potem solidni vzorec rasti, kjer v bistvu imamo solidno točke tumorskih celic, pseudoglandularni, kjer v bistvu celice rastejo, celice tvorijo žlezoma podobne strukture in v sredinah teh struktur, bom pokazala še sliko, boste videli, je večinoma prisoten biliarni pigment. Poleg tipa rasti, hepatocelularni karcinom lahko ima tudi svoje, so celice različne, tako da imamo različne, glede na različne citološke karakteristike, torej svetlocelične, ker so celice, neoplastične celice velike, z obilno svetlo citoplazmo, potem lahko so večjedrne, z več jedri, atipične, ali recimo s hilinimi telesci, ali pa recimo s steatozo. To je primer hepatocelularnega karcinoma, ki je vzniknil v cirotičnih jedrih, to je en regeneratorni pseudonodus in to je tumor. Gre v bistvu za dobro diferenciran hepatocelularni karcinom s pseudoglandularnim vzorcem rasti. Če se spomnite, sem omenila, torej to so žlezom podobne strukture, opete z displastičnim epitelijem in v svetlinah teh žlez lahko vidite to rjavkasto rumeno snov, v bistvu gre za biliarni pigment. In to je en primer makrotrabekularnega hepatocelularnega karcinoma z zadebeljenimi gredicami, torej to so zadebeljene gredice, ki so debele tam sigurno več kot 5 hepatocitov. Del tumorja je nekrotičen, celice pa so zelo pleomorfne, atipične, posamezne tudi večjedrne. Tudi hepatocelularni karcinom, kot vse tumorje, gradiramo na dobro, zmerno oziroma slabo diferencirane in kot je že kolegica omenila, dobro diferencirani imajo nekoliko boljšo napoved in seveda slabo diferencirani imajo slabo napoved. Zdravljenje je odvisno od velikosti in v bistvu večinoma od velikosti, od tega, da li gre za solidarni tumor ali za multifokalne tumore, ampak v navadi prognoza je relativno slaba. Kadar gre za solidarni tumor, ki je manjši recimo od 5 cm ali za 3 tumorja, ki so manjši in so ti tumori manjši od 5 cm, potem ti pacijenti mogoče lahko spadajo oziroma mogoče izpolnjujejo milanske kriterije, po katerih se kirurgi potem ravnajo in so kandidati za transplantacijo. Tako da je en od možnih terapevtskih pristopov tudi transplantacija. Včasih pa se pred resekcijo oziroma pred odstranitvijo tumorja se naredi transarterijska kemoembolizacija, po kateri v bistvu večji del tumorja biva nekrotičen in potem mi v bistvu ocenimo odzivnost na to predhodno terapijo. Kar se tiče napoved je tako v bistvu odvisna, kot sem že omenila, od velikosti in od drugih parametrov, kot so recimo vaskularna invazija ali visoki nuklearni gradus. Diferencialno diagnostično diagnoza hepatocelularnega karcinoma ni včasih straightforward, tako da je potrebno izključiti tudi potrebno pomisliti tudi na druge možne tumore. V prvi vrsti hepatocelularni adenom, ki je benigen tumor, vznikne v necirotičnih jedrih, tipično pri ženskih osebah.
Potem fokalna nodularna hiperplazija, še en benigen tumor, displastični nodus. Displastični nodus v bistvu gre za prekonzorno lezijo in iz tega displastičnega nodusa se z vremenom lahko razvije hepatocelularni karcinom. Potem slabo diferencirani karcinomi, ki imajo solidni vzorec rasti, maligni melanomi, neuroendokrini tumori in ostali tumori. Seveda moramo o vsem tem premisliti, preden v bistvu postavimo diagnozo hepatocelularnega karcinoma. Ker včasih ni enostavno, si moramo pomagati z dodatnimi imunohistokemičnimi in specialnimi barvanjimi. Specialno barvanje je gliceratikolin, to je GR. V bistvu nam prikaže normalno strukturo jeter, zato ker so te gredice imajo, ta gliceratikolin v bistvu pokaže te gredice in je prisotna normalna retikulinska mreža. Pri hepatocelularnem karcinomu so gredice zadebeljene in se v bistvu izgubi ta retikulinska mreža, tako da nam v bistvu zelo pomaga gliceratikolin. Potem, kadar ne vemo, ali je primarni, ali gre v bistvu za primarni tumor jeter, hepatocelularni karcinom ali za kakšen zasebek, si pomagamo z dodatnimi imunohistokemičnimi barvanjimi. Zelo specifična antitela so hepar, potem CD10, glipikani in arginaza, ampak seveda so tudi primeri, v katerih nam tudi ta imunohistokemična barvanja ne morejo prav veliko pomagati. Potem nekaj bi povedala o enem podtipu hepatocelularnega karcinoma, ki ni povezan z okužbo, ni povezan s cirozo. Tipično se javi pri mlajših osebah med 20 in 40 letom. Je relativno redek, včasih se lahko, včasih ima tudi pridruženo klasično komponento, tako da ne vem, če je res, da ni povezan z okužbo, ampak dobro. Etiologija je neznana in za te tumore velja, da imajo nekoliko boljšo napoved od klasičnega hepatocelularnega karcinoma. Večina teh tumorjev, več kot polovica, se javi v levem jetrnem režnju, je relativno dobro zamejen, ima centralno brzgotlino, čustejše konsistence rumene barve. Histologija pa je tipična, celice so velike, poligonalne z obilno eozinofilno citoplazmo, velikimi vesikularnimi jedri in prominentnimi nukleoli. Kar je še tipično za ta tumor je ta lamelarna fibroza in odtud to ime fibrolamelarni tip hepatocelularnega karcinoma. Torej, to so točki tumorskih celice so velike z obilno eozinofilno citoplazmo, velikimi vesikularnimi jedri in prominentnimi nukleoli. Med temi točki pa je takšna lamelirana fibroza. Ostali tipi, ki so seveda nekoliko redkejši, ampak jih pač moramo meniti, to so sarkomatoidni, potem limfoepitelijski karcinom, ki je lahko povezan z okužbo z Epstein-Barrov virusom, potem sklerozni mogoče, njega posebej moramo meniti, zato ker ima relativno podobno patomorfološko sliko kot fibrolamelarni hepatocelularni karcinom, ampak ponavadi vznikne v cirotičnih jetrih in je povezan z drugimi bolezni. Drugi tumor jeter je, najpogostejši tumor jeter je kolangiokarcinom. Kolangiokarcinom se pojavlja tipično pri starejših osebah, tam nekje okrog med 70 in 80 letom, nekoliko pogostejši se javlja pri moških in, kot sem že omenila, vznikne iz biliarnega epitelija. Zdaj, biliarni epitelij je prisoten ne le v jetrih, ampak tudi v ekstrahepatičnih žolčnih vodih, v žolčniku in v pankreasu. In glede na anatomsko lokacijo kolangiokarcinom lahko razdelimo na ekstrahepatični, torej izven jeter, in perifilarni ali tako zvani Klatskinov tumor in intrahepatični kolangiokarcinom. Diagnoza kolangiokarcinoma je v bistvu diagnoza izključitve, zato ker je v bistvu gre za adenokarcinom in adenokarcinom je lahko adenokarcinom širokega črevesa, adenokarcinom zgornjih prebavil, adenokarcinom pljuč, tako da je v bistvu po izključitvi zasebka lahko povemo, da dejansko gre za primarni intrahepatični
intrahepatični kolangiokarcinom. Klinična slika je odvisna od lokacije in od velikosti tumorja in ti bolniki so včasih zelo več časa so asimptomatski. Potem pa se začnejo pojaviti najprej se začnejo pojaviti znaki obstrukcije žolčnih vodov. Ti bolniki so ikterični, torej imajo obstrukcijski ikterus, imajo bolečine v trebuhu, splošno slabost. Kar se tiče etiologija ni povsem jasna, ampak povezujejo razvoj kolangiokarcinoma prvenstveno z kroničnim kolangitisom, potem s primarnim sklerozantnim kolangitisom. Primarni sklerozantni kolangitis je avtoimuna bolezen jeter, za katero je značilna struktura, brazgotinjenje, poškodba biliarnega epitelija, potem žolčni kamni, lahko tudi vplivajo na razvoj kolangiokarcinoma in seveda okužbe, predvsem parazitske okužbe. In torodrast, kaj je torodrast? Torodrast je kontrastno sredstvo, ki se je uporabljalo v slikovnih preiskavah začetkom oziroma v prvi polovici prejšnjega stoletja. In v bistvu gre za nekaj značilno, da ima razkropni čas več kot 20 let, tako da mislim, da ti bolniki, ki so bili izpostavljeni torodrastu, da lahko razvijajo oziroma da se pri njih lahko postavi diagnoza kolangiokarcinoma ali angiosarkoma celo več kot 20 let od časa, kada so bili v bistvu izloženi dejstvu torodrasta. Kar se tiče patogeneze, spet imamo kot pri hepatocelularnem karcinomu kombinacijo kroničnega vnetja, poškodbo, regeneracijo in hiperplazijo epitelija. Sem že povedala, da je kolangiokarcinom adenokarcinom, ampak obstaja več kot tipov, torej imamo klasičen adenokarcinom, potem adenoskarmozni karcinom, kjer v bistvu imamo komponento žleznega karcinoma in ploščatoceličnega karcinoma, potem mucinozni, za mucinozni je značilno, da te tumorske celice produkujo mucin in kadar je več kot 50% tega mucina prisotnega v tumorju, takrat mi govorimo o mucinoznem karcinomu, potem pečatno-celični, svetlo-celični, v bistvu vsi oni imajo neke svoje citološke karakteristike. To je primer kolangiokarcinoma. V bistvu gre za zmerno diferenciran tumor, ki je grajen iz žlez, to so žleze, ki so opete z atipičnim epitelijem, med tumorjem pa je takšna desmoplastična stroma. In kolegica je že omenila, eno od pomembnih prognostičnih parametrov je limfovaskularna in perineuralna invazija. In na tej sliki lahko vidite en primer perineuralne in intraneuralne invazije, torej tumor raste ob in v sam živec. Diferenciacija, spet kot pri ostalih tumorih, diferenciramo tumor na dobro zmerno in na slabo diferenciran kolangiokarcinom. Kar se tiče diferencialnih diagnoz, torej, glede na to, da je potrebno izključiti zasevke, je zelo pomembna tudi klinika oziroma podatek, ali ti pacienti mogoče imajo kakšen drugi tumor, ali gre za solidarno lezijo ali za multiple lezije. Torej, potrebno je izključiti zasevke drugega izvora, kot recimo široko črevo, zgornja prebavila, pankreas, pljuča, ali pa recimo nekatere benigne spremembe, nekatere benigne lezije, kot so recimo adenom žolčnih vodov, potem intrahepatične biliarne ciste, ki v bistvu dejansko lahko imajo zelo podobno patomorfološko sliko kot dobro diferenciran kolangiokarcinom. Včasih je težko povedati direktno, ali gre za primarni intrahepatični kolangiokarcinom ali za zasevek. Posebej, kadar vemo, da pacient ima tudi nekatere druge, da ima recimo karcinom pankreasa ali recimo karcinom žolčnika ali karcinom zgornjih prebavil, ker v bistvu ti tumori imajo zelo podoben imunofenotip, posebej kolangiokarcinom in
aduktalni adenokarcinom trebušne slinavke, tako da se včasih mi obradimo tako, da povemo, da pač lahko, da gre za primarni intrahepatični kolangiokarcinom, ampak da popolnoma zanesljivo ne moremo izključiti možnosti zasebka in da je potrebna klinično-patološka radiološka korelacija. Torej, imunoprofil intrahepatičnega kolangiokarcinoma, tumorske celice so pozitivne na citokeratine 7, 19 in 1 in sem že omenila, da je torej zelo pomembna ob morfologiji tudi klinika oziroma podatek, ali gre za solidarno lezijo ali za več lezij ali dejansko gre za potencijalno zasebek. Napoved je v bistvu zelo slaba, tumor raste agresivno, zgodaj zaseva, terapija izbora je resekcija, včasih nekateri primeri so, nekateri bolniki so tudi primerni za transplantacijo, potem pa dobijo tudi dodatno, v bistvu so potem lahko tudi dodatno zdravljeni. Poseben podtip je hepatokolangiokarcinom. Hepatokolangiokarcinom, kot mu samo ime pove, torej gre za kombinacijo dva tumorja, klasičnega hepatocelularnega karcinoma in kolangiokarcinoma, in je zelo redak in v bistvu tam nekje manj kot 1% vseh primarnih tumorjev jeter. In kot kolangio in hepatocelularni karcinom, kombinirani hepatokolangiokarcinom ima zelo slabo napoved in v bistvu tukaj imate eno sliko kombinirane oziroma hepatokolangiokarcinoma, ker se v bistvu vidi komponenta zmerno diferenciranega kolangiokarcinoma, sestavljena iz tipičnih žlez in kribriformnih struktur. In na donjem delu lahko vidite solidno rastoč tumor, ki je grajen iz tipičnih celic, v bistvu gre za hepatocelularno komponento. Potem angiosarkom. Angiosarkom je mezenhimni tumor, ki je relativno redak tumor in v bistvu tam nekje manj kot 2% primarnih tumorjev jeter spada v to kategorijo. Javlja se pri starejših osebah, ponovadi več kot 50 let so ti bolniki stari, lahko je multifokalen, zelo redko se javlja, ampak ne izključno, zelo redko se javlja pri otrocih. In kaj je značilno za ta tumor je, da se včasih lahko sinhrono pojavlja tudi nekatera druga maligna neoplazma. Najpogostejše gre za intrahepatični kolangiokarcinom, zato ker pri etiologiji v bistvu imajo zelo podobne dejavnike. Torej, etiologija klorotrans, spet kot pri intrahepatičnem kolangiokarcinomu, potem arzen, monomer vinilklorida in androgeni anabolni steroidi, vsi v bistvu imajo zelo veliko možnost oziroma lahko potencirajo karcinogenezo in razvoj angiosarkoma. Kar se tiče patologije, angiosarkom je v bistvu lahko večinoma multifokalen, raste difuzno, infiltrira jedra, makroskopsko tumor je hemoragično prežet, torej vidne so krvavitve, lahko je cistično degeneriran. Histološka slika je tipična, imamo žile, ki niso jasno formirane in se med seboj povezujejo, suopete z atipičnim epitelijem, te celice se lahko lušijo v sredino tih žil, prisotne so mitoze in tipičen je imunoprofil teh tumorskih celic in v bistvu kot in vsi žilni tumori je angiosarkom pozitiven na endotelne markerje CD34 in CD31 in si v bistvu s tem pomagamo in v bistvu potrdimo diagnozo angiosarkoma. To je ena slika angiosarkoma, torej to so jetra, to je jetrni parenhim, jetrne gredice, med jetrnimi gredicami so sinusi in v teh sinusih teh sinusov rastejo tipične celice in tle se v bistvu vidijo ti irregularni žilni prostori, ki so opeti z atipičnimi celicami.
Zdaj, nisem omenila na začetku, hepatocelularni karcinom ni najpogostejši primarni tumor, ni najpogostejši tumor v jedrih, je najpogostejši primarni, ampak ni najpogostejši tumor. Najpogostejši tumori v jedrih so zasebni. Torej, v jedra lahko zasevajo vsi tumori in je v bistvu zelo pomembna klinika, podatek, a gre za primarno ali gre za solidarno lezijo ali za multiple lezije. Torej, lahko zasevajo kolorektalni adenokarcinomi, najpogostejši potem karcinom pljuč, potem maligni melanomi, neuroendokrini tumori in poleg klinike in morfologije to diagnozo lahko v bistvu potrdimo z dodatnimi imunohistokemičnimi barvanji, ki jih imate na desni strani tega slajda in v bistvu sem tu poudarila imunoprofil duktalnega adenokarcinoma pankrasa in ekstrahepatičnih žolčnih vodov, zato ker je v bistvu podoben imunoprofilu intrahepatičnega kolangiokarcinoma in je v bistvu včasih zelo težko potrditi diagnozo. In zdaj bi vam sem na kratko pokazala še par primerov. Torej, prvi primer, moški 67 let ima v bistvu, pri njem smo imeli podatek, da gre za etilično jetrno cirozo, torej gre za alkoholno odvisnost. Bila je solidarna lezija v jedrih, premera 7 cm, narejena je bila iglena biopsija in to je vzorec. Torej, to je tumor, ki je grajen iz solidarnih točkov, celice so pleomorfne z obilno eozinofilno ponekod svetlo citoplazmo, jedra so pleomorfna, posamezne celice so večje, torej gre za en hud pleomorfizem, sploh ni ohranjenega jedrnega parenhima, v vzorcu je bil zajet le tumor. Tako da sploh ne vemo, gre dejansko za tumor jedr. Seveda v prvi vrsti, kadar gre za solidarno lezijo, v prvi vrsti posumimo, da bi, pa glede na to, da ima cirozo, v prvi vrsti posumimo na primarni tumor jedr oziroma na hepatocelularni karcinom in če se spomnite, sem vam na začetku povedala, da za postavitev te diagnoze v bistvu si pomagamo, da bi postavili to diagnozo, si pomagamo z dodatnimi specialnimi in imunohistokemičnimi barvanji. To je specialno barvanje glisretikulin, ki normalno prikaže v normalnih jedrih, žal nimam slike, ampak normalno prikaže retikulinsko mrežo med gredicami. Tle v bistvu ni retikulinske mreže, torej ni normalne strukture in potem smo še pobarvali hepatocit antigen, ki je zelo specifičen za hepatocelularni karcinom in v bistvu pobarvan rjavo. Vidimo, da so celice difuzno pozitivne, tako da je diagnoza, tako kot že sami veste, dobro diferenciran oziroma zmerno doslovno diferenciran hepatocelularni karcinom. Kar se tiče terapije, najprej je bila narejena transarterijska kemoembolizacija, v kateri je sledila resekcija tumorja, gospod ni bil primeren, torej pri njem niso bili izpolnjeni bilančni kriteriji za transplantacijo, tako da je v bistvu narejena bila le resekcija tumorja in ne transplantacija. Naslednji primer, spet moški, 54 let star, solidarna lezija v jedrih, velika 4 cm. Spet je bila narejena iglena biopsija, tako en razdrobljen vzorec, kako sem tu? Maligno ali benigno? Celice so tako relativno unimorfne, ni nekih atipij. Zdaj, glede na to spet, da gre za solidarno lezijo in glede na to, da nismo imeli podatka, pri gospodu gre za še kakšno morebitno maligno neoplazmo, smo posumili, da bi mogoče lahko šlo za dobro diferenciran hepatocelularni karcinom. In smo pobarvali hepatocit antigen, ki je v bistvu tumor negativen, pozitiven je le jedrni parenhim, ki je bil minimalno obrobno zajet, tako da smo izključili hepatocelularni karcinom.
zdaj malo več imuno smo uporabili, ampak kaj je bilo pozitivno, bili so pozitivni neuroendokrini markerji. Torej, sinaptotizin je bil difuzno pozitiven, tako da je naša diagnoza bila zasebek neuroendokrinega karcinoma. Potem naslednji primer, ženska, 72 let, ki je v bistvu imela multiple lezije v jetrih, ker je šlo za konzultacijo in za pacientko ki ni bila iz Ljubljane, nismo imeli podatkov, ali gre za primarni tumor oziroma za morebitne zasevke. Narejena je bila idna biopsija in to je stebriček, v katerem je zajet tumor, solidno rastoč tumor, ni ortodobne strukture, ni jedrnega parenhima, celice so zmerno pleomorfne, ni nekega vzorca, recimo kakšnih žlez ali fibriformnih struktur, tako da v bistvu ni bila prva diagnoza intrahepatični oziroma da bi lahko mogoče šlo za kolangiokarcinom. Ampak smo pobarvali seveda tudi to moramo izključiti in med drugimi imunohistokemičnimi barvanji, torej CK7, MUC1 je bil pozitiven tudi citokeratin 19, to so torej imunohistokemična barvanja, ki so zelo specifična za intrahepatični oziroma za tumorje žolčnih vodov, tako da je v bistvu diagnoza bila intrahepatični kolangiokarcinom. Spet poudarjam, da je diagnoza izključitve, tako da je v prvi vrsti diferencialno diagnostično je potrebno posumiti, da gre za intrahepatični kolangiokarcinom, če je to vprašanje klinika, ampak da zanesljivo mi ne moremo izključiti možnosti, da gre v bistvu za sekundarne depozite oziroma za zasevke karcinoma ekstrahepatičnih žolčnih vodov ali trebušne slinavke, kar se je pozneje potem in potrdilo, gospa je namreč imela karcinom glave trebušne slinavke, ki je rastel v peripankreatično maščevje z številnimi pozitivnimi bezgakami in limfovaskularni invazijo, tako da je v bistvu šlo ne za intrahepatični, to je bila naša diagnoza, ampak potem smo v bistvu potrdili, da gre v bistvu za zasevek ductalnega adenokarcinoma pankrasa. Histološka slika in imunofenotip so zelo podobni, oziroma so praktično enaki in le kaj nam pomaga je slikovna diagnostika in klinika. In še zadnji primer, v bistvu gre za mlajšega moškega, torej 45 let, gospod je bil operiran zaradi velikega stenozampnega tumorja, tekoma, torej tumor širokega črevesa, T4, torej tumor prerašča vse svoje črevesa in vrašča v okolno maščevje. Bezgavke so bile pozitivne, torej to je T4, N2 stadij in med operativnim posegom so ugotovili, da gospod tudi ima številne spremembe v jetrih in to je ena od sprememb. Torej, gre za zmerno diferenciran adenokarcinom, ki je grajen iz žleznih in fibriformnih struktur, ki so vpete z atipičnim epitelijem in med tem epitelijem je v bistvu desmoplastična stromalna reakcija. Ker smo vedeli, da je pri gospodu gre 99% za zasevek, smo naredili sam ciljana imunohistokemična barvanja in sicer SARS-CoV-2 in CDX2, ki sta v bistvu SARS-CoV-2 se uporablja tudi v kostni patologiji, ampak je zelo specifičen za kolorektalne adenokarcinome in kot vidimo je tumor difuzno pozitiven, prav tako je difuzno pozitiven na še en marker, torej CDX2, ki se tudi uporablja za dokaz kolorektalne diferenciacije, tako da je v bistvu diagnoza zasevek kolorektalnega adenokarcinoma. In za konec, verjamem, da je to ogromno informacij za vas, ampak dobro. Najpogostejši primarni tumor jeter je hepatocelularni karcinom, seveda zasevki so najpogostejši tumori. Hepatocelularni karcinom je povezan v več kot 15–80% s kroničnim virusnim hepatitisom. En od podtipov, ki ima boljšo napoved, je fibrolamelarni karcinom, neznane etiologije, ki se javlja pri mlajših osebah in
Potem imamo še kolangiokarcinom, ki vznikne iz biliarnega epitelija, etiologija je spet prezentno neidioskop kroničnega kolangitisa ali primarnega sklerozantnega kolangitisa, potem parazitske okužbe in torakras, ki ima tudi vlogo v patogenezi nastanka mezenhimnega tumorja angiosarkoma, ima slabo napoved, prav tako kot angiosarkom in seveda na koncu, torej ni potrebno takoj posumiti, da gre za primarni tumor, ampak je potrebno izključiti morebitne zasevke. Keep calm,